SBC webinarju, tokrat na temo, kako do občasnih delavcev na najboljši način, predvsem študentov in upokojencev. Za dela, ki jih je potrebno opraviti občasno, je zaradi prožnosti primerno najemanje dijakov, študentov in upokojencev. Zlasti to zna biti primerno pri večjih nihanjih poslovanja, k čemer lahko znatno prispevajo krizne situacije, kot je tudi trenutna. Z nami bo danes gospa Karmen Zajc, vodja posredovanja dela na e-študentskem servisu. Predstavila nam bo značilnosti in posebnosti trga dela dijakov in študentov, občasno delo upokojencev in najpomembnejše praktične korake pri iskanju začasnih in občasnih delavcev. Med drugim, kako najhitreje do dijakov in študentov, kako oddati delo, na kaj je potrebno biti pozoren, kakšen vpliv ima urna postavka in druge podrobnosti dela pomembne za iskanje ustreznih kandidatov, kako je urejeno delo od doma za študente, govorili pa bomo tudi o predpisih, ki zavezujejo delodajalce. Gospa Karmen Zajc prihaja iz podjetja K8, ki je član SBC, današnji SBC webinar pa bo moderiral Goran Novkovič, izvršni direktor SBC-ja. Veseli smo, da se je na 31. SBC webinar prijavilo več kot 35 slušateljev. Vaše vprašanje lahko zastavite danes, tako kot običajno, v pogovoru in konci chatu, na koncu webinarja pa lahko vprašanja zastavite tudi tako, da dvignete roko v aplikaciji z gumbom Raise Your Hand, tretja ikonca zgoraj. Ko vam bom predal besedo, prosim vklopite zvok, po potrebi tudi video in zastavite svoje vprašanje. Na koncu, kot sem dejal. SBC webinar bomo snemali, tako da boste danes tekom dneva prejeli posnetek, prezentacijo in tudi kontakt za morebitna kasnejša vprašanja. Preden začnemo, prosim še enkrat vse, ki ste se nam pridružili po začetku tega uvodnega dela, da izklopite zvok in video, obenem pa izrekam dobrodošlico in predajam besedo gospe Karmen Zajc. Gospa Karmen Zajc, beseda je vaša. Lep pozdrav vsem skupaj. Me veseli, da sem lahko v bistvu gostja na temu dogodku današnjemu. Gospod je že kar lepo povedal, o čem bomo danes govorili, tako da jaz predlagam, da kar začnemo. Jaz bom kar delila prezentacijo. Na začetku vas prosim sam za pomoč, če se dobro vidi. Že vidimo, lahko kar nadaljujete. Že vidite, tako da lahko začnem. Ja. Okay. Ja, jaz sem Karmen Zajc, pri nas se ukvarjam z vodenjem oddelka za posredovanje del. Ta je v bistvu naš osnovni in glavni proces in glavna dejavnost, zato v bistvu temu namenjamo zelo veliko pomena, poudarka in v bistvu vse te zadeve kar precej spremljamo in v bistvu skozi nadgrajujemo, ne. Uvodoma mogoče čisto na hitro, kaj se bomo danes pogovarjali, torej kako najhitreje do dijakov, študentov, čisto potem v bistvu tudi praktično, kako oddati delo, na kaj biti pozoren, da boste dobili ustrezne kandidate, podrobnosti dela, potem pa še malo specifik oziroma vprašanj, ki jih največkrat dobimo s strani podjetij. Študenti delo od doma, recimo zdravniški pregledi in pa varstvo pri delu, pa potem še na koncu se dotaknemo tudi dela upokojencev. Zdaj na začetku bo prvi del predavanja namenjen mogoče majčkeno bolj teoretičnim zadevam in sicer zaradi tega, da bomo vsi vedeli v bistvu, zakaj se določene stvari na trgu dogajajo pri občasnih in začasnih delih. In v bistvu potem v drugem delu bomo pa majčkeno bolj praktično potem tudi pogledali. Zdaj čisto osnove, a ne, prek študentskega servisa oziroma študentsko delo lahko opravljajo vsi dijaki in študenti. Dijaki morajo biti stari 15 let in imeti končano osnovno šolo, to je pogoj. Potem vsi redni in izredni študenti, tukaj ni omejitve let, včasih nas podjetja sprašujejo, ker v bistvu zamenjajo z naslednjimi osebami, ki lahko delajo, to so udeleženci izobraževanja odraslih ali pa mi jim rečemo tudi izredni dijaki. Ta skupina pa lahko dela samo do 26. leta, torej do dopolnjenega 26. leta starosti. Potem naprej prek študentskega servisa seveda lahko zaposlujete vsa podjetja, gospodarske družbe, fizične espeji. Zdaj v tem obdobju epidemije smo naredili eno zelo veliko izjemo, namreč objavljamo tudi dela za fizične osebe. Tega sicer ne objavljamo, ker tudi potem ne morejo fizične osebe dobiti napotnice, a ne.
tako da se morajo potem na drugi osnovi zmeniti za plačilo, ampak zato objavljamo oglase, ker v bistvu v času epidemije smo zaznali, da je velika potreba po tem, da v bistvu zagotavljamo določenim segmentom družbe varstvo, razna pomoč gospodinjska, ne, in smo se odločili, da bomo toliko družbeno koristni, da bomo pač te fizične osebe oziroma dela za fizične osebe spustili skozi do konca epidemije, potem pa ne več. Zdaj študentski servisi kot taki smo v bistvu koncesionarji Ministrstva za delo. Trenutno je v Sloveniji 16 koncesionarjev oziroma študentskih servisov. Ta številka se iz leta v leto zmanjšuje, žal. Je pa tako, da v bistvu mi koncesijsko pogodbo z ministrstvom sklenemo enkrat na leto, to se letno pač podaljšuje, če pač študentski servisi izpolnjujemo pogoje za delo. Ureditev študentskega dela, dejavnost je zakonsko regulirana. Tukaj so navedene tudi v bistvu vzadaj podlage. Kar je pomembno je, da v bistvu par let že obstaja minimalna urna postavka, ki se letno spreminja, in sicer se zgodi sprememba takrat, ko v bistvu se spremeni minimalna plača. Minimalna urna postavka za študentsko delo je tudi preračunana iz minimalne urne postavke, ne? Trenutno znaša 5,89 bruto oziroma 4,98 neto. To je minimalna urna postavka, pod katero ne sme biti noben dijak in študent plačan. Na hitro bomo pogledali še dajatve za študentsko delo. Tukaj bi se kar navezala v bistvu na princip, ki je zelo podoben tudi plačam pri redno zaposlenih, a ne? Tako da tukaj zdaj vidimo, da študent prejme 60 oziroma 60% je predstavlja njegov zaslužek, potem ta levi del pite pa predstavljajo v bistvu prispevki in v bistvu posamezne dajatve, ki grejo na določenim ustanovam, ne? Tako da v zvezi s tem potem mogoče predlagam, če kjer ga prav posebej zanimajo te prispevki in dajatve, da mogoče se na koncu dotaknemo te teme, sicer pa samo tako, da si mogoče predstavljamo, kako to izgleda. V nadaljevanju vam bom tudi na kratko predstavila v bistvu dva grafa, no, ki vam bosta dala neki pogled, kaj se pravzaprav dogaja na trgu študentskega dela, in sicer so podatki zajeti iz statistike Ministrstva za delo in pa FURS-a za leto 2019, za 2020 žal podatki še niso znani, nekje april, maj jih pričakujemo, in vključene so tudi nekatere naše interne statistike, da si v bistvu bomo lahko ogledali naslednje zadeve. Tale graf nam prikazuje gibanje opravljenih ur skozi vsa leta, torej od leta 2008 pa do 2019. 2008, prehod na 2009, vsi dobro vemo, kaj se je zgodilo, takrat je bila v bistvu kriza in takrat so v bistvu stvari se začele na trgu zelo spreminjati oziroma padati, a ne? Tako da v bistvu pri nas se je to zelo hitro, mogoče še pred to krizo, ki je res dejansko nastopila, se je že par mesecev prej na trgu študentskega dela poznalo, ko smo v bistvu malo prej zabeležili kar strm padec. In v bistvu te ure vidimo, da so kar strmo padale vse desetletje, še več, ne, do 2019, dno je doseglo leta 2013, takrat je bilo v bistvu tudi to recesijsko dno najglobje, ne. Zdaj, povprečno, ne, tedensko število opravljenih ur dijakov in študentov znaša nekje 8,6, se pravi, toliko na teden povprečno delajo dijaki in študenti, a ne. In kot sem rekla, v tem grafu predstavljajo pa 2/3 predstavlja študenti delajo seveda več, in pa potem dijaki 1/3. V nadaljevanju bomo pa videli, v bistvu tukaj se kaže upad študentskega dela v urah, tukaj pa v zaslužkih.
Zdaj, tukaj pa padec ni toliko zelo strm, kot je bil na prejšnjem grafu, kar je pa v bistvu posledica tega, da se ta padec del oziroma opravljanje študentskega dela ni tako zelo poznal pri zaslužkih. Namreč zgodil se je en prav poseben efekt, in sicer urne postavke v zadnjih letih, se pravi vse od prve recesije tele 2009, do sedaj strmo naraščajo. Urne postavke v bistvu, to bomo potem tudi kasneje videli, znašajo že kar precej visoko, namreč v zadnjem desetletju se je generacija dijakov in študentov zmanjšala za kar tretjino. To pomeni, da v bistvu imamo v zadnjih 10 letih kar precej dijakov in študentov manj. Zaradi manjših generacij, seveda študenti se vse bolj usmerjajo v dela, ki so zanje zanimiva, ki so v smeri študija in ne opravljajo toliko zelo več tistih del, ki so v bistvu mogoče manj zaželjena med njimi, priložnostna dela, ali pa recimo zelo se nam je to poznalo v gostinstvu in turizmu. To bomo potem še kasneje malo bolj natančno povedali. Torej, povprečni mesečni zaslužek zgolj kot zanimivost znaša 189 evrov neto. In naprej potem, če pogledamo v bistvu koliko ur na teden povprečno delajo, tukaj se vidi še enkrat v obliki pite, da 72% oziroma večina jih dela tam do 10 ur. Najmanj pa v bistvu je una skupina nad 30 ur. Tukaj včasih letijo očitki na študentsko delo, da v bistvu delajo študenti zelo veliko, in da mogoče včasih že meji na redno zaposlitev. Zdaj, naše analize, tudi podatki strani ministrstva in FURS-a ne kažejo tega, ker vidimo tukaj tudi na tem grafu, da toliko veliko pa oni tudi ne delajo, ker tudi ne morejo, zaradi obveznosti. Koliko in kdaj študenti največ delajo čez leto? Zdaj, tukaj kakšnih presenetljivih ugotovitev ni, vidimo, da največ jih je julija, avgusta in septembra, torej v času počitnic. Julija, avgust vstopijo na trg tudi dijaki, takrat je sploh povišeno, septembra pa imajo počitnice še študenti, zato v bistvu v teh 3 mesecih največ delajo. Tukaj bi se mogoče navezala zdaj, kaj se je pravzaprav dogajalo s prostimi deli v tem zadnjem koronskem letu 2020. Spet bomo videli, da pri nas se je to kar zelo hitro izrazilo na ponudbi del za dijake in študente. In sicer vidimo, da januarja pa februarja 2020, torej lansko leto, sta bila še običajna meseca, potem je bila pa v bistvu prvi val, epidemija razglašena in potem zelo strm padec. Česa takemu podobnemu nismo bili priča še nikoli, toliko strm padec. Potem se je seveda ponudba prilagajala odpravi omejitev, in se je zelo hitro poznalo tudi pri ponudbi prostih del. In potem tukaj vidimo na koncu november, pa potem zdaj februar še 2 padca, torej takrat, ko so bile zopet vzpostavljene določene omejitve. Kar hočem v bistvu tukaj povedati je, da se zelo hitro odraža stanje v gospodarstvu pri nas na trgu študentskega in dijaškega dela, ker v bistvu te spremembe se najprej vidijo, ker v bistvu v podjetju, če je treba v bistvu kakšne ukrepe sprejemati, so v bistvu študenti, dijaki tisti prvi, ki to občutijo in to tudi mi potem zaznavamo. Kar je pomembno za vas podjetnike je, po mojih občutkih se vse premalo zavedamo, da v bistvu tudi, če imate študenta ali pa dijaka za pomoč pri delu v vašem podjetju, je to zanj kar precej dobra priložnost,
ki mu jo vi nudite kot delodajalci podjetja, ne, ker oni v bistvu zdaj dobivajo oziroma se kompetence, izkušnje beležijo. V bistvu smo pri nas na e-študentskem servisu razvili digitalni portfolio, v katerem se avtomatsko noter beležijo znanja in spretnosti, ki jih študenti pridobijo z delom v vaših podjetjih, ne. Delodajalec, vrsta dela, število ur, pa osnovne in dodatne kompetence. Zdaj v bistvu ta digitalni portfolio, ki smo ga mi sami razvili, je bil v mednarodni organizaciji dela prepoznan kot v bistvu zelo dobra praksa. In v bistvu na tej osnovi smo potem tudi je bila tudi dobra kasnejša osnova za izpis, ki je pa zdaj v bistvu tudi na državni ravni, evidenca študentskega dijaškega dela. Torej pač zdaj moramo študentski servisi o vseh opravljenih delih tudi poročati naši krovni organizaciji, študentski organizaciji, tam pa v bistvu vsi dijaki in študenti imajo zabeležena vsa dela iz vseh študentskih servisov skupaj, ne. Tako da pač te zadeve se zdaj res so urejene in se beležijo. Zdaj nas je zanimalo v bistvu tudi v letu 2010 najprej, pa potem kasneje v 2018, ko je Nina Media v bistvu objavila oziroma naredila raziskavo, kakšna je zaposljivost pri teh študentih, ki so delali študentska dela v podjetjih. Zato v bistvu rezultati so nas zelo prijetno presenetili, nismo imeli občutka, da bodo tako dobri. Anketiranih je bilo 586 mladih, ki so opravljali delo preko študentskega servisa, pa jim je potekal status. In njih je zanimalo, kaj v bistvu se je zgodilo, ko jim je potekel status. A so se zaposlili, a so zdaj ostali na trgu kot brezposelni, ne? Podatki so bili, kot sem rekla, za nas zelo presenetljivo dobri. 64% izmed vseh se jih je zaposlilo v podjetju, kjer so opravljali delo prek študentskega servisa. Ta odstotek, naša ocena je bila, da je tega nekoliko manj, je v bistvu zelo dobra, kar pomeni, da v bistvu ste študenti, dijaki in v bistvu potem podjetja, da je študentsko delo zelo dober most v tej povezavi, da se potem dijaki, študenti lahko zaposlijo, podjetja kot taka pa na ta način pridobivate nove, preverjene zaposlene, ne. Zdaj v bistvu tukajle navedli, da se niso zaposlili v istem podjetju, ampak v drugih podjetjih jih je pa, to je tulele proti koncu, tam okoli 30%. V letu 2010 pa jih je bilo še manj. To je bilo zdaj v bistvu zelo na hitro, mogoče malo, da si predstavljate, kaj pravzaprav študentski servisi kot taki smo, kaj v bistvu se spremljamo, kako analiziramo trg, da v bistvu lahko vam ponudimo neke celovite rešitve, ko se srečate s tem, da imate v bistvu prosta mesta tudi za dijake in študente. Zdaj prehajamo na majčkeno bolj praktičen del, in sicer kako najhitreje do dijakov in študentov, to je tudi, jaz temu rečem, moj del, v temu sem najbolj domača. Tako da tukaj vam bom tudi znala najbolj pomagati tudi v prihodnosti, če si boste zapisali moj kontakt z veseljem. Skratka, ko v bistvu v podjetju ugotovite, da bi si lahko pomagali z dijaki in študenti, oddate pri nas, oddate oglas za delo. To lahko storite preko naše spletne strani, preko telefona in maila. Včasih nas podjetja vprašajo, v koliko času bojo te oglasi objavljeni. To je v bistvu pri nas kar precej online zadeva. In takoj, ko vi daste nam oglas, mi imamo zdaj v bistvu usposobljene vse svetovalce, torej naši referenti so v bistvu svetovalci tudi zelo dobri za ta del, posredovanje del. Na tej točki vam bodo povedali, če je morda pri oglasu karkoli narobe, a ne.
da v bistvu popravite, vam svetovali, kaj bi bilo treba še dopolniti, kaj spremeniti, da boste dosegali, oziroma da bomo skupaj dosegali v bistvu te prave kandidate za delo. Torej, objava je takoj online na naši spletni strani. Mi takoj v istem hipu pričnemo z obveščanjem iskalcev dela. To naredimo prek SMS-a in maila, glede na to, kako si študenti pač želijo. Možnost imamo, da so tudi dela, če res hitro rabite, da jih v bistvu mi temu interno rečemo aktivno posredujemo. To pomeni, da so v bistvu te oglasi nekaj dni lahko objavljeni med prvimi v ponudbi. Zdaj v zadnjem času zelo do izraza prihaja tudi nov kanal iskanja študentov, to so socialna omrežja. V mislih imam predvsem Facebook in Instagram, čeprav so mi sodelavci iz marketinga povedali, da tudi na TikToku, sploh zadnja generacija je zelo vešča pri tej aplikaciji. Tako da v bistvu to so pač neki kanali obveščanja in iskanja študentov. Zdaj, če pa v podjetju obstajajo prav posebne specifike za iskanja, pa lahko izvedemo za podjetja tudi ciljno iskanje. Ta ciljno iskanje pa ponavadi, če nekako podjetje in referent pri nas ocenita, da je smiselno, da malo na drugačen način iščemo, boste pa zelo verjetno dobili mene na telefon ali pa moj kontakt in se bomo skupaj v bistvu glede na vrsto dela dogovorili, kako bi iskali. Možnosti je več, lahko v bistvu čisto na določene, recimo študente določenih fakultet, določenih izkušenj, določene starosti, v bistvu izvedemo neko selektivno bazo in jih na določen način obveščamo, ali pa v bistvu tudi mi zbiramo prijave, pa vam potem samo najbolj primerne posredujemo naprej. Tako da v bistvu tukaj delujemo zelo v bistvu kot nek skrbnik podjetja, ker v bistvu moramo ugotoviti, kaj bi bilo za to vrsto dela za vaše podjetje najbolj smiselno in najbolj učinkovito iskanje. Včasih mi podjetja, čedalje pogosteje, pravijo, da imajo težave, ker nimajo časa, da bi v bistvu zdaj kadrovali še dijake pa študente, da oni sicer potrebe imajo, ampak da jim je zelo težko si vzeti čas oziroma ga niti nimajo za razgovore s kandidati. Zdaj v bistvu tukaj je ena specifika, jaz vedno svetujem spet odvisno od vrste dela, morate v bistvu pred samo oddajo prostega dela določiti neko kontaktno osebo, ali bo to telefon, mail ali spletna prijava. Vse bolj priljubljene so spletne prijave, ki jih podjetja zberete na enem mestu, potem pa kar skupinsko opravite razgovore. Zdaj te časi so nam izredno naklonjeni, zaradi tega, ker lahko vse prek videokonferenc to naredimo. Podjetja vse bolj se nagibajo k temu, da pač, naredijo en sestanek in ta sestanek povabijo, 10 do 20 študentov in predstavijo delo in potem v bistvu že ta prvo izločanje oziroma omejevanje naredijo kar preko spleta. In to je tista zadeva, ki jo lahko štejemo v plus. Včasih je bilo to več ali manj osebno, smo jih naročali na določene ure, tukaj pa v bistvu lahko naredimo kar neke skupinske razgovore. Sploh, če imate pa spletno prijavo, vam pa že v bistvu te prijave omogočajo neko ožanje po vaših kriterijih. Zelo radi vidimo, ne samo mi, tudi študenti in dijaki, da vsem tistim, ki so se prijavili na delo, pošljete odgovor o izboru in neizboru. Izboru običajno pošljete, oziroma študenti se nam največkrat pritožujejo, da nikoli ne dobijo odgovora, so sprejeti ali ne, oziroma če niso, zakaj ne. Mi vemo, da pač to ni zakonsko določen, tako kot je pri rednih zaposlitvah, kjer je obveznost tega obveščanja, zato prosimo
podjetja vedno, da če si vzamejo toliko časa, da v bistvu, ko imajo zbrane te maile na kupu, ali pa če jim že na razgovoru povejo, da če jih ne boste poklicali, pač niso izbrani, da lahko iščejo naprej, ali pa če jim samo z nekim skupinskim mailingom javite, da pač niso bili izbrani, ker oni pa, to je zelo zanimiva generacija na trgu, zdaj nekateri kar čakajo, so poslali k vam prošnjo in zdaj kar čakajo in upajo, se bom dobil, potem pa če 2 tedna ni nič, pa nas kličajo, zakaj, a je delo še aktualno ali ni. Tako da v bistvu to je nekako tako, da če dobivamo kakšne pritožbe strani dijakov in študentov, so običajno vedno na to vezane, da podjetja ne obveščajo o neizbranih kandidatih. Potem v bistvu za vas podjetja je pomembno, kdaj v bistvu sploh oddati ponudbo in kako v bistvu vplivati na to, da bo povpraševanje dobro in ustrezno. Seveda, čisto enostaven odgovor je, ko nastane potreba v podjetju, ampak tukaj je zelo odvisno od vrste dela. Zdaj tisti, ki imate enostavna ali pa ki so neka naročila vezana na to delo, rabite oglas imeti zdajle takoj objavljen, ga takoj objavite in takoj začnemo z iskanjem, medtem ko za določena strokovna dela je ta proces lahko majčkeno daljši. Podjetje običajno vsaj kakšen mesec prej, ko v bistvu ugotovijo, da bi mogoče nekoga lahko, mislim, da bi lahko si pomagali študenti, nas prej kontaktirajo in v bistvu potem skupaj iščemo primerne kandidate. Tudi za te je tudi sam selekcijski postopek nekoliko daljši. Pri v bistvu ponudbi bi vam svetovala, da vsekakor poudarite prednosti. Včasih, ko dobimo oglasa, oziroma kar pogosto lahko rečem, da v bistvu podjetja določene prednosti sploh ne zaznavajo več kot prednosti. Za študente pa to so. Tako da jaz vedno svetujem, da mogoče pomislite, a je mogoče kakšna, ne vem, imeli smo dostikrat podjetja, ki so, ne vem, nudila v Ljubljani parkirne prostore, ki so določene take v bistvu zadeve, ki so njim bile samoumevne, pa niso oglas izpostavili, ampak to je zelo dobro vplivalo na sam selekcijski postopek. Upoštevati moramo tudi specifiko, kako berejo oglase dijaki in študenti. Mi smo kar precej uporabniških izkušenj naredili z dijaki pa študenti, zato da smo se naučili, kako pravzaprav oni berejo oglase. Precej drugače kot pri rednih zaposlitvah. Zdaj tisti, ki ste, če mogoče kdo izmed vas kadrovnik, bo ta oglas, za oglas je vzel majčkeno več časa, ga lepo sestavil, ampak pri nas oglase največkrat ne oddajajo kadrovniki, ampak nekdo, ki pač tisti trenutek rabi nekega študenta. In zato v bistvu včasih čisto ponesrečeno kakšno stvar spusti lahko, zato smo pa mi tukaj, da v bistvu vas na te stvari opozorimo, ker študenti pa tako, da manj je več, študenti pogledajo vrsto dela, urno postavko, vse, kar je pa v opisu dela, pa berejo diagonalno. To so nam na uporabniških izkušnjah najpogosteje rekli, mi smo bili blazno začudeni, ker mi smo se pa tako trudili v sodelovanju s podjetji, da smo vse napisali, čim več podatkov, tako da zato rečem, manj je več, ampak prednosti so pa še vse enune, ki prevagajo v korist mogoče določenega oglasa. Odzivni čas glede ponudbe, glede povpraševanja na vašo ponudbo je spet odvisno od več dejavnikov. Priložnostna dela so običajno tista, ki morajo biti zapolnjena hitro, torej iščemo danes, jutri, v tem tednu, in tudi v bistvu največkrat se javijo tukaj ali dijaki recimo končnih letnikov, sploh recimo zdaj v tem obdobju bo to popularno, ali pa potem nižji letniki, študenti nižjih letnikov. Zaradi tega, ker višji letniki pa že majčkeno bolj gledajo na to, na katero delo se bojo odzvali, ker gledajo bolj v smeri študija, da bo to delo v bistvu za njih že kakor en korak na tem mostu, kjer bi lahko mogoče ga kasneje čakala tudi redna zaposlitev. Izjemnega pomena sem že večkrat v bistvu
poudarila, je urna postavka. Ta je v zadnjem letu oziroma mogoče kar v letu in pol ušla v višave. Prej smo videli minimalno urno postavko, v bistvu prav vam lahko kar povem, da če boste imeli kdaj dela in boste vrednotili ga z minimalno urno postavko, boste zelo težko dobili ta prave študente. Povprečna urna postavka znaša že kar 7 evrov bruto. To je kar precej velika urna postavka in zdaj spet odvisno od specifike dela, pod to urno postavko že kar težko dobimo študente. Razlog je v tej generaciji, sem tudi že omenila, ker v bistvu generacije se toliko zmanjšujejo. Prej sem povedala, da kar za 1/3 v zadnjih 10 letih. Torej pač študenti so zdaj v poziciji, ki lahko izbirajo in pač večina gre v smeri študija. Recimo v lani januarja, februarja, pa v bistvu še leta 2019 smo imeli zelo velike izzive ravno v gostinstvu in turizmu. Namreč tam so urne postavke šle že, povprečje je bilo že pri 10 evrih bruto, pa se še vedno ni javil noben kandidat, mi nobenega nismo našli, največkrat, zaradi tega, ker v bistvu so bila to kar naenkrat dela, ki jih noben ni hotel delati, zaradi tega, ker so imeli tako veliko možnosti izbire in so se rajši usmerjali v bolj želena dela v smeri študija običajno. Urna postavka je zato ključna. Tukaj tudi naši referenti, ko boste oddajali dela, vam bojo znali zelo dobro svetovati, v katerih okvirih razmišljate. Če boste oddali prek naše spletne strani, imamo pa tam tudi eno zelo luštno pomoč, kjer vas vodi in vam za vsako vrsto dela nekako svetuje priporočeno urno postavko. Kljub vsemu tukaj, ko se zdaj v bistvu nekako nahajamo v dobi te, ko so v bistvu ta socialna omrežja toliko velikega pomena, moram pač tukaj poudariti, da v bistvu je ugled podjetja med študenti tudi zelo visoko ocenjeno. Tako bom rekla, da v bistvu podjetja, ki recimo, prej sem rekla, da študenti zelo neradi vidijo, da ne odgovarjajo na maile o tem, so bili izbrani ali neizbrani. Jaz sem že imela priložnost videti par spletnih strani, par teh računov ustvarjenih, kjer študenti gor sporočajo ta podjetja in potem v bistvu nek ugled, v bistvu njihovo interno ocenjevanje podjetij poteka tudi v bistvu na spletu. Tako da tukaj so te pogoji za delo zelo ključni, torej od samih pogojev za delo, kako se plačuje, kakšne so prakse podjetij, v bistvu tukaj so na teh socialnih omrežjih kar prisotni. Medtem, ko v bistvu včasih mi reče kakšen podjetnik, ja, obratno pa ni, mi bi tudi lahko študente izpostavljali. Seveda bi lahko, samo jaz verjamem, da se nimate časa s tem ukvarjati, da boste na spletu posamezne študente izpostavljali. Zato smo pa spet mi tukaj. Tukaj mogoče bi vam lahko samo svetovala, da nam vsekakor vsako slabo izkušnjo, ko boste imeli, upam, da jih bo čim manj, vse teh res ni toliko zelo veliko, sporočite nam, mi si vse to zabeležimo in potem tem študentom, ki se v bistvu ne izkažejo v omejenem obsegu ali pa celo ne posredujemo več del. Tako da v bistvu imamo tudi potem kontravzvode. Tale graf se mogoče nanaša na une dva, ki smo že prej gledali, kako v bistvu se je gibalo število opravljenih ur pa zaslužki. Tukaj pa v bistvu kako se gibljajo število delovnih dijakov in študentov. To je to, kar sem prej omenjala pri urni postavki. Vidite, v zadnjih, tlele sicer za 11 let, kako v bistvu strmo upada delež teh študentov, ki pač so na voljo za opravljanje. Generacije so res ekstremno manjše in zaradi tega pač je fino, da tudi podjetja veste in pač to upoštevate tudi pri samem oglasu oziroma pri specifiki iskanja. Podrobnosti dela
recimo za nas, ko boste oddajali oglas, je zelo pomembno, kakšna je vrsta dela, oziroma delo, ki ga iščete, zaradi tega, ker imamo mi pri nas možnost iskati po zelo, zelo veliko kriterijih. Bodisi to sem že prej omenjala, šola, študij, letniki, izkušnje, koliko izkušenj že imajo za posamezno vrsto dela, ne. Tako da v bistvu na tej točki vam lahko zelo pomagamo in tudi svetujemo, da pač skupaj pridemo do čim bolj ustreznih kandidatov. Še enkrat je tukaj izpostavljena urna postavka. Jaz mislim, da sem tole že na prejšnjem slajdu kar vse omenila. Torej, ja, podjetja, ki imajo urno postavko od do, ne, to je pa zelo izrazito pri tistih, ki imate malo več uvajanja. Uvajanje ne sme biti v bistvu neplačano, torej vsa uvajanja, ki jih imate v podjetju, morajo biti plačana za dijake in študente. Je pa tako, da običajno svetujemo, oziroma tudi podjetja ponavadi tako delajo, da dajo minimalno urno postavko za čas uvajanja, potem, ko je pa oseba majčkeno bolj samostojna oziroma ko ji že zaupate, a ne, je pa ta urna postavka lahko večja. Zato je tudi pomembno, ali v glas napišete urno postavko od do, ali je ta samo ena za vse, torej tiste začetnike in tudi kasneje, ne. Podrobnosti samega dela v bistvu predstavlja tudi lokacija dela. Tukaj je zopet ena specifika pri študentskem delu, namreč delo od doma ni dovoljeno, ne. Študenti recimo v času pred epidemijo, bom tako rekla, niso smeli delati od doma, oziroma če so delali od doma, to ni bilo najbolj prav. Zelo podobno v bistvu, verjetno boste nekateri izmed vas dobro vedeli, kakšna birokracija je zadaj, tudi če damo delavca na delo od doma, ne. Kaj vse v bistvu od nas zahteva država, da naredimo, ne. Za študenta pa pravijo, da ne, da tudi ta birokracija ne bi zadoščala tem, da bi v bistvu oni lahko imeli zagotovljeno varno delo od doma, ne, da so v bistvu šibkejša stran in pač oni ne smejo delati od doma. Zdaj tukaj smo spet naredili en korak v tej smeri, mi se zelo trudimo, da bi tudi to spremenili oziroma pač naredili neke ukrepe, mogoče bolj prijazne delodajalcem in dijakom in študentom. Namreč v času epidemije mi to dovolimo, mi tudi oglase in na ta način zapišemo. Torej pred epidemijo nismo napisali, da se dela od doma, ker se ne sme, zdaj pa napišemo delo od doma, ker v bistvu v času, ko je razglašena epidemija, dobro vsi vemo, kako v bistvu država apelira na to, da čim več ljudi dela od doma, zdaj z birokracijo ali brez, tukaj so pomembnejše stvari, ne, se pravi zdravje, tako da tukaj mi v času epidemije tudi zelo spodbujamo to delo od doma. Pomembno je pri delovnem času, ki ga zapišete oziroma ki ga nekako načrtujete za dijake in študente, da ta izraža začasnost in občasnost. Torej ne moramo mi v oglas napisati, da bo delal 40 ur na teden ali pa ne vem, 2 meseca 8 ur na dan ali pa, ker to v bistvu meji že na elemente delovnega razmerja, tako da v bistvu samega oglasa in iz dela mora biti razvidna začasnost in občasnost. Tukaj vam tudi mi pomagamo, ko oddajate oglas, tako da vi nam poveste, kakšne želje imate in potem že mi tako zapišemo, da je to prav in da pride do pravih dijakov in študentov. Ko pa v bistvu enkrat že dobite ustreznega kandidata, je pa tukaj v bistvu sta izpostavljeni dve zadevi, torej dva področja, ki največkrat predstavljata izzive podjetjem. Tudi iz tega področja daleč največ vprašanj dobimo strani delodajalcev, in sicer kako za študente veljajo zdravniški pregledi in pa varnost in zdravje pri delu, a ne. Ali je za študente kako drugače kot za redno zaposlene, a ne. In tukaj sem se potem odločila, da danes na hitro povem, da v bistvu tukaj kakšnih posebnosti ni na področju varnosti in zdravja pri delu in zdravniških pregledov morate ravnati čisto enako kot pri redno zaposlenih.
torej varnost in zdravje pri delu enako, teoretični, praktični del kot vsi zaposleni, zdravniški pregledi pa ravno tako. Študenti morajo biti napoteni na medicino dela, spet razen v nekaterih primerih zadostuje tudi zdravniški pregled, ki ga oni dobijo v okviru šolanja, ampak to je v bistvu samo za dela, kjer niso izpostavljena večjim tveganjem in nimate teh delovnih mest v sistemizaciji zapisanih, ne. Tako da v bistvu tukaj zopet obstaja ena v bistvu lažja pot, ne, da ni v bistvu vseh treba na medicino dela, vsi vemo, koliko je to drago, potem pa še študent lahko iz danes na jutri reče, da ga ne bo na delo, ne. Tako da v bistvu tukaj je šlo ministrstvo oziroma mnenje njih je, da lahko za določena dela so tudi pač te zdravniški pregledi, ki jih naredijo v okviru študija. Na hitro se bomo dotaknili tudi dela upokojencev, sicer za razliko od študentskega dela, kjer delo posredujemo študentski servisi in skrbimo za to, da smo ta most med delodajalci in študenti, da v bistvu tukaj vam pomagamo, beležimo stvari, prevzamemo vso birokracijo, ne. Pri tej obliki dela ni posrednika, ne. Tako da v bistvu način iskanja pa zagotavljanja dela je v bistvu prepuščen izključno delodajalcem pa upokojencem, ne. Torej ni urejeno na enak način kot študentsko delo. Kljub temu, da se imenuje začasno in občasno delo in nas kar precej upokojencev in tudi delodajalcev pokliče, kako pa na kakšen način lahko začnejo en in drugi delati skupaj, ne. Zdaj samo začasno in občasno delo upokojencev ureja Zakon o urejanju trga dela, tlele pa so omejitve, tele za študente ne veljajo, to je samo za upokojence, študenti pač teh omejitev nimajo. Upokojenci lahko delajo največ 60 ur v koledarskem mesecu, do 720 ur v koledarskem letu. Izjemoma lahko tudi 3-krat na leto naredijo več kot 60 ur v koledarskem mesecu, ne, tudi do 90, več kot to ne. Delo pri več delodajalcih hkrati, to je enako kot pri študentih in dijakih, je pa tudi pri delu upokojencev določena minimalna urna postavka, ki ta hip znaša 5,5 evrov. Zakon o urejanju trga dela pa v bistvu omejuje tudi pri delu upokojencev najvišji skupni dohodek na malo več kot 8.000 evrov letno. Tako da v bistvu sama tukaj, se pravim, ni enako kot pri dijakih in študentih, ko v bistvu študentu vi samo rečete naroči napotnico in je to, ne. Z upokojencem morate v bistvu skleniti pogodbo, ki je pač civilnopravna pogodba sklenjena med vami in upokojencem, ne. In pa, kot sem rekla, morate paziti v bistvu na ure. Zdaj je pa tukaj še ena omejitev, ne, da zakon v bistvu delodajalcem pa določa število ur občasnega in začasnega dela upokojencev glede na število zaposlenih pri delodajalcu. Se pravi, vi ne morete imeti neomejeno število upokojencev, ampak jih imate lahko določeno kvoto, odvisno, koliko imate zaposlenih. Tega pri študentskem delu tudi ni. Zdaj, če jaz pogledam, vidim, da imamo časovni okvir že skoraj pri koncu, zato bom tole malo hitrejš predstavila. Jaz sem vam vmes povedala, meni se zdi prav, da tudi podjetja veste, kaj študentsko delo prinaša študentom, torej kaj vi vse študentom omogočite, a ne. Omogočite jim izkušnje, samostojnost, poznavanje delovnega okolja, dobijo kompetence, izkušnje dobijo tudi denar za priboljške, za študij, odvisno, ne, kako je, kakšna je situacija pri določenem dijaku, študentu, in pa nenazadnje vklope v realni svet, ne. Tako da v bistvu delodajalci jim ponudite kar veliko. To je tisto, jaz včasih rečem, kar loči tiste študente, ki mogoče tudi študij ne delajo čisto gladko, ampak jim da neko osebnost, neko stabilnost, da v bistvu potem jim je kasneje lažje, ko v bistvu so redno zaposleni, ne. Zdaj pa pravzaprav, kaj študentsko delo prinaša podjetjem, a ne.
tudi zelo pomembno, enako kot v bistvu vi omogočate študentom pomembne prednosti, tudi oni lahko vam. Ena izmed teh je fleksibilnost, sploh takrat, ko hitro rabite, ko imate povečana naročila, ko rabite spodaj dol je v bistvu potem napisano tudi nadomeščanje zaposlenih v času odsotnosti, a ne. Se pravi, ko nekoga rabite ali zelo na hitro, pač pokličete nas, mi oddamo oglas, vam najdemo, naročimo napotnice in to je to. Tukaj gre za zelo fleksibilno obliko dela, ne. Lahko v bistvu, če predvidite, da lahko nekoga, ki je, ne vem, na daljši odsotnosti, bodi porodniška ali pa bolniška, ne, tudi lahko študent, ampak tukaj morate izredno paziti, to večkrat povem vmes, da je delo začasno in občasno. Torej ne sme imeti elementov delovnega razmerja, recimo, če gre kdo na porodniško, lahko, ne vem, recimo se organizirate, določen del nalog date, ne vem, mogoče drugim zaposlenim, za nek manjši del pa najamete študenta, ne. Hiter postopek, tako kot sem že prej omenila, tukaj v bistvu je za vas administrativno in časovno zelo nezahtevno zaposlovanje. In pa potem, kar je pomembno za podjetja, prenos znanja, predvsem tistega iz starejših na mlajše, a ne, je zelo pomemben, čedalje več podjetij se zaveda tega, da ta prenos znanja mora biti načrtovan, a ne, in v bistvu spremljan. Na ta način prek študentskega dela lahko dobite tudi talente, vse več podjetij, sploh tehničnih smeri, išče talente prek študentskega servisa oziroma prek tega obdobja študija, ne, ker v bistvu na ta način zelo hitro in zelo veliko lahko zveste od samega študenta, dijaka pred sklenitvijo delovnega razmerja, ne. In pa mogoče ne nazadnje, nove ideje, nek svež veter vam prinesejo študenti v podjetje. Meni tukaj je še vedno najljubši primer enega podjetja, ki so enega študenta za skladišče najeli, pa jim je študent seveda malo potem spremljal to podjetje tudi, a ne, in jim je potem delodajalcu rekel, srečo je imel, da je imel tazga delodajalca, da je ga poslušal, da je v njemu prepoznal tudi dobro idejo, ker je rekel, zakaj oni teh stvari, ki jih on dela, ne oglašujejo prek spleta, torej prek Facebooka, Instagrama, pa so rekli, vse to mi ne vemo sploh, kako bi to delali. In jim je on pomagal in on v bistvu naredil neko nadgradnjo spletne strani in potem tudi na Facebooku določene oglase, ker tam je treba biti kar dosti aktiven zaradi tega, da se prikazuje na določen čas, a ne. In v bistvu so potem zelo prepoznavni skozi čas ratali tudi prek spleta, no. Zgolj v bistvu zaradi tega študenta, ki je to idejo vsak dan znova temu delodajalcu predstavljal in govoril in sta se pogovarjala, in je potem se takole rodilo v bistvu tudi nek nov način sodelovanja, ne. Na hitro, to gre čas hiter, sploh ne morem verjeti, da smo že 1 uro skoraj skupaj. Moj del je v bistvu na hitro takole zaključen. Če imate, zdaj jaz ne vidim, kakšno vprašanje v chatu, pa to vas bom pa prosila, da, evo, zdaj sem se izklopila, tako da sem vam na razpolago. Najlepša hvala za te res izčrpne in tudi koristne informacije, tudi zelo natančne, osredotočene na tisti ključen pogled strani podjetij. Tudi jaz vabim vse, ki ste z nami, da nam pošljete vprašanja prek ikonce chat ali pa se tudi javite z dvigom roke, da pa mogoče malo prebijeva led. Imam jaz nekaj vprašanj, ki sem si jih zapisal. Eno od teh vprašanj recimo je, omenili ste tudi, da imate vzvode za to, da spremljate zadovoljstvo na nek način podjetij in to aplicirate potem tudi na to, da mogoče koga od študentov ali dijakov potem ne posredujete več naprej, ampak zanima me čisto tako nasplošno, koliko je reklamacij, pritožb strani podjetij oziroma koliko je mogoče tudi direktno k vam pritožb študentov oziroma dijakov? Hvala za vprašanje. Jaz pri nas pokrivam tudi področje mediacij, torej pač tistih težjih nejasnosti, nesporazumov, ki nastanejo med dijakom, študentom in pa podjetjem.
in sem ravno zadnjič delala analizo za leto 2020, sem mislila, da bo tega kar precej, ne, ker je bilo tako izjemno leto, pa smo v celem letu dobili malo manj kot 500 teh pritožb. Tukaj bi rekla, da je 80% pritožb s strani študentov, 20% pa strani podjetja, ne. Tudi podjetja se vse bolj zavedajo, da je prav, da te stvari nam sporočajo. Tudi včasih, ko potem pokličemo podjetje in povemo, zakaj nas je študent kontaktiral, saj največkrat gre samo za kakšen nesporazum pri vračilu napotnice, a ne. Nam potem delodajalci povejo, ja, lejte se, jaz imam pa drugo plat zgodbe, saj zato pa potem tudi pokličemo, da tudi zdajmo drugo plat, ker nikoli ne smeš slepo verjeti samo enemu, a ne. Tako da, kljub vsemu tega, ko smo prej videli, koliko jih dela, 90,000 aktivnih dijakov in študentov na leto, je v bistvu 500 skoraj zanemarljiv odstotek del. Omenili ste zanimiv podatek, 64% dijakov in študentov dobi delo v podjetju, zaposlitev v podjetju, kjer so kot študenti ali dijaki delali. To pomeni v bistvu zelo verjetno, da imamo alternativno prakso na nek način v podjetju, ne? Ne tisto klasičen dualni sistem, kot je v Nemčiji, Avstriji ali Švici, ampak imamo prek študentskih servisov, ker je verjetno največja vrednost. Ampak sam sem opazil, da je verjetno kar precejšnja razlika med ruralnim in urbanim območjem. Namreč pri ruralnih območjih, pri podjetnikih, ki sem jih obiskal, so pogosto imeli kar zgledno sodelovanje z lokalnimi študentskimi centri in direktnim sodelovanjem, ko so prihajali dijaki, predvsem dijaki, ne, na prakso k njim. V urbanih pa se sliši, da tudi velika podjetja kot alternativo raje uporabljajo študentsko delo in tako preizkušajo. Ali ta teza drži ali je mogoče malo izkrivljena? Ja, razlika zagotovo je, tako kot ste rekel, a ne. Je pa res, da v bistvu v srednji Sloveniji je v bistvu tudi največ podjetij, tudi največ v bistvu študentov je, ker je eno izmed največjih središč študijskih, a ne. Tako da v bistvu tukaj je največ te interaktivnosti, a ne. Jaz bom rekla, da v bistvu največ podjetij se odloča, recimo pri nas imamo največja podjetja, s katerimi sodelujemo, so trgovci, a ne. Pri njih je to krasen most, ne, da v bistvu dobijo študente, da se spoznajo, da jim nudijo zelo fleksibilen delovnik in jih potem kasneje zaposlijo, a ne. Tudi čedalje bolj se zavedajo tudi vsi ta velika podjetja, da je zelo smiselno načrtovati in sistematično pristopati k iskanju teh študentov in jih ne imeti zgolj kot študenta, ki pač tamle zdaj pomaga, a ne, ampak z njemu tudi skrbno delati, a ne. Medtem ko te povezave izven teh glavnih centrov, bi pa rekla, da v bistvu zelo verjetno prej pride do zaposlitve, a ne. Zelo verjetno prej pride do zaposlitve, tudi zaradi tega, ker se nenazadnje tudi podjetja zavedajo, da v bistvu tam nimajo na razpolago toliko zelo veliko oseb, a ne, in pač hitreje to sodelovanje na ta način sklenejo. Gledali smo, kako pada pravzaprav študentsko delo, ne? Ampak zdaj imamo situacijo na trgu, ki je malo specifična. Imamo situacijo na trgu, ker določene dejavnosti so zaprte, kadri jim uhajajo, na drugi strani pa že zdaj, vsaj po naših informacijah, smo priče pomanjkanju kadrov v določenih industrijskih ali pa drugih IT-ovskih panogah in tako naprej. Ali pričakujete, da bi ta situacija, v katerih že zdaj precej podjetij ima pomanjkanje, strukturno pomanjkanje kadrov, na drugi strani bodo pa tista, ki so bila zaprta ob odprtju, imela tudi verjetno pomanjkanje, ker bodo nekateri ušli, ali lahko to povzroči po vašem mnenju v naslednjih letu, dveh, mogoče malo preobrata, da bo večje povpraševanje po študentskem delu tudi? Ja, zagotovo to pomeni, zagotovo. Zdaj v bistvu največ se je poznalo v gostinstvu in turizmu, te dejavnosti še vedno ostajajo zaprte. Tukaj je v bistvu kar veliko študentov, bom rekla, da ni ostalo doma, oni so pač samo prešli na druga delovna mesta k drugim podjetjem. Zelo veliko tega je v bistvu zdaj delovnih mest, ki jih prej nismo poznali, torej usmerjanje, razkuževanje vozičkov, usmerjanje strank, ne.
in v bistvu tukaj si pomagajo z dijaki, študenti, ne. Zdaj, jaz sicer mislim, da ko se bodo te zadeve odprle, se nekateri že iščejo, si hočejo malo zalogo narediti teh študentov, ampak jaz mislim, da to zna biti kar težava, no. Bojo mogli, v bistvu bolj me skrbi v tem v smislu, da ko se bojo odprli, ne, sploh gostinstvo in turizem, ki so bili izredno prizadeti, ne, so še vedno, in bojo mogli takoj konkurirati tem podjetjem s temi visokimi urnimi postavkami, ne, da bojo sploh ljudi dobili. Tako da tukaj zna biti mogoče malo težava, no. Ja, ampak dobro, da ste na to navezali, ne, to je zanimiva situacija, ne, običajno imamo percepcijo, da so dela v gostinstvu in turizmu manj plačana. Zdaj ste pa povedali v bistvu, da je to kar 10 evrov in da študenti in dijaki pogosto raje najdejo kaj drugega. Ali to pomeni, da so tudi na drugih področjih nekatera dela še bolj plačana ali grejo tudi za nižjo postavko delati raje kaj drugega? Čisto odvisno, recimo strokovna dela so že običajno vedno dobro plačana, sploh take zahtevajo določena strokovna znanja. Tam imajo vedno visoke urne postavke. Zdaj v bistvu ta efekt, ki se je zgodil res lani v gostinstvu in turizmu, je bil zelo presenetljiv, ne? Ker v bistvu so zelo rabili študente, dijake za pomoč, oni se pa kar niso odločali za delo pri njih, a ne? Tako da pri nas je kontra, ne? Pri nas je gostinstvo, turizem zelo dobro plačano, ne? Vsaj, če gledam iz oglasov, ki smo jih imeli, pa z obračunanih napotnic, ne? Dela, v bistvu bom pa rekla, da ostajajo najbolje plačana tista, ki rabijo neko strokovno znanje zadaj, ostala pa niti ne, se pa ne pozna toliko odstopanja, kakor sem zdaj omenila pri gostinstvu, turizmu, recimo, ne vem, prodaja, ne vem, skladišča, proizvodnja, ne, to v bistvu sicer je višja, ampak se ne pozna toliko tega odklona, no. Koliko so pa najvišje postavke? Najvišje postavke so absolutno za programiranje, kakšna prevajanja, kakšne inštrukcije, kakšne, ne vem, recimo teli trenerji smučanja, plavanja in dosegajo tudi do 20 evrov. To pa že kar nekaj, ne? Ja. Ampak tukaj morate vedeti, da vzadaj so določene licence, ki jih morajo imeti, ne, določena znanja, ki pač niso na voljo kar vsem, ne, tako da jaz sem zdaj res ekstremno v bistvu navedla, ampak tam nekje 15 evrov je pa povprečje pri teh strokovnih delih zagotovno. Še eno vprašanje imam. Vidim, da so po moje kar lepo z vprašanji zakorakala, ker večina je še vedno z nama, tako da posluša. Omenili ste, da imate beleženje spretnosti in znanj. Koliko podjetja to uporabljajo? Dobro, da ste to vprašali. Po mojih ocenah je to zdaj malo manj, kot so včasih. Namreč, mi, ko smo ta digitalni portfolio dali ven, smo v bistvu svetovali, da pri prijavi, a ne, študente prosijo, da jim tudi to priložijo, ker tam se je točno videlo, koliko ur imajo pri katerem delu izkušnje. Ne vem, recimo 1000 ur so že delali v podjetjih, kjer so upravljali ankete. A ne? In točno ve podjetje, evo, 1000 ur pa ni tako malo, super, ta zna, ne, to delati. Zdaj pa bom rekla, da v zadnjih letih pa čedalje manj, no, tako da v bistvu tukaj je mogoče tudi nek trigger za nas kot študentski servis, da mogoče spet majčkeno bolj poudarimo, zakaj pridejo prav te izkušnje in ta priloga teh mojih izkušenj, ne, zraven pri prijavi za posamezno delovno mesto, no. Ok, zdaj so pa po moje že izčrpala vsa vprašanja. Imam eno pa čisto osebno me zanima za konec. Ja. A sem dobro razumel podatke, da je približno 100.000 študentov, dijakov je še bilo v zadnjem letu v grafu v obliki študentskega dela delalo in da je povprečna število ur nekaj več kot 8. Ja. To pomeni delovni teden je, a je to na mesec, ne? To je bilo na delovni, čakajte, tamle smo gledali po tednih, je bilo do 10 ur, ja. Na teden. To pomeni približno 1/5 delovnika, ne? Dobra. Ja.
Tako. In če to delimo s 5, je dobra pa moja ocena, da je približno to substitut za približno 20.000 delovnih mest v državi. Aha, za približno 20, ja. Tlej ta specifika začasnosti in občasnosti in fleksibilnosti in vam zelo težko rečem, da v bistvu so to isto, da bi lahko enačili, da pač bi lahko to pomenilo eno. Strukturno to ne gre, ampak sam overall približno sem računal, če poprečna ura približno 8 dobrih, pa če je to na teden, je to 1/5 delovnika, ne? In če je 1/5 delovnika, pa če 100.000 delimo s 5 in dobimo približno 20.000, recimo, tako sem približno računal. Ja, verjetno bi se dali tukaj potegniti kakšne ocene. Ocene, ja. Zato sem vprašal, ker je v bistvu to bila neka ocena, da je 10 do 20.000 približno substitut opravljenega dela, seveda je pa specifičnost začasnega pa občasnega. Ja. Ok, najlepša hvala za sodelovanje. Bi mogoče še kaj dodali? Jaz bi samo rekla, da sem vesela, da je bilo toliko v bistvu poslušalcev in da res vse vabim, če bojo imeli kakršnokoli vprašanje, dobili bojo moje kontakte, da me vprašajo, res z veseljem pomagam, ker skupaj v bistvu, jaz se tudi strani delodajalcev zelo veliko naučim, tako da me veseli, no. Najlepša hvala za to lepo predstavitev, gospa Karmen. Tako, prišli smo do konca današnjega 31. SBC webinarja. Posnetek in prezentacijo vam bomo poslali, tako kot vedno. Lahko jo boste delili z vašimi sodelavci. Vabimo vas tudi k neposrednim vprašanjem predavateljici po webinarju. Kontakt vam posredujemo danes tekom dneva. Verjamem, da se kmalu spet vidimo na naslednjih SBC webinarjih. V vseh aktualnih terminih vas bomo sproti obveščali. Mogoče samo 2-3 besede o naslednjih. Zelo zanimiv webinar bomo imeli že čez en teden, 1.4. z Gambit Tradom oziroma lastnikom Aljošo Domjanom, ki tudi upravlja enega večjih portalov za spletno trgovino v Sloveniji 1A, in sicer na temo, kako do kupcev s spletno prodajo. Drugi webinar, za katerega smo že dogovorjeni, ki bo pa 8. ali 9.4., pa je COVID zgodba Polikoma. Menedžer Polikoma, direktor Iztok Novak in lastnik Iztok Stanovnik bosta spregovorila o tem, kako zelo uspešno čez krizo, kljub lanskemu spomladanskemu lockdownu, ko so bili skorajda zaprti. Mogoče še to informacijo, pogovarjamo se tudi s Spiritom in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. V zelo kratkem času bomo zelo verjetno imeli tudi poseben webinar na temo, kako lahko podjetniki izkoristijo Expo v Dubaju. Zelo konkretnimi informacijami o tem vas bomo obvestili tekom naslednjih dni. Tako, najlepša hvala vsem za pozornost, ostanite zdravi in srečno.